Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci, v naši že 6. oddaji Mladi stik. In danes se mi je v moji družbi pridružila Neja Štampar. Lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Neja, za začetek se nam malce predstavi, s čim se vse ukvarjaš. Torej, moje ime je Neja. Sem dijakinja gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Ravno smo zaključili 3. letnik. V sklopu šole sodelujem pri različnih projektih in tekmovanjih, predvsem naravoslovne smeri. V prostem času pa sem glasbenica, igram violino, ukvarjam se tudi s petjem v različnih komornih zasedbah. Ravno prej si omenila naravoslovje. Videli smo, da si ravno prejšnji teden obiskala slavnostno podelitev Zotkinih nagrad. Osvojila si prvo mesto. Kakšno raziskovalno nalogo si raziskovala oziroma za katero raziskovalno nalogo si dosegla prvo mesto? Torej, jaz sem raziskovala na področju ekologije in varstva okolja. To je vse v sklopu Zotke, mladih raziskovalcev. Moja tema so bili bisfenoli. Naslov pa je bil vpliv bisfenola A in njegovih analogov ter kompleksnih mešanic na zdravje. Torej, če to bolj preprosto povem, bisfenoli so pač snovi, ki se nahajajo v plastiki. Torej so v bistvu v vseh vsakodnevnih stvareh, ki jih mi uporabljamo, v vsaki embalaži za hrano, za pijačo, kozmetičnih izdelkih, v bistvu vse povsod. In problematika je, da se ti sčasoma izločajo iz te plastike. Same snovi po sebi pa niso nedolžne, ker niso niti raziskane in se njihova uporablja, mislim, ni omejena. In jaz sem delala poskuse na njih in smo dejansko dokazali, da so citotoksični, kar pomeni, da povzročajo umiranje celic. Torej, v bistvu so toksični in niso dobri za naše zdravje. Kako si se pa sploh odločila, da boš raziskovala to temo? Ja, narediti raziskovalno je v bistvu poljubno, ampak ti pomaga kasneje pri maturi, ker ne rabiš imeti ustnega dela. Jaz grem na maturo iz biologije. Torej, to je bila prvi razlog, zakaj sem se odločila, ampak potem, če sem že šla delat, sem pač se potrudila in naredila na malo višjem nivoju, ker sem probala tudi nekaj doseči, ker je to tudi priznanje, ki ti lahko pomaga na Zoisovem področju. In ja. Kdo ti je pa vse pomagal pri raziskovalni nalogi? Imela sem 3 mentorice, in sicer 3 doktorice, dr. Marijo Meznarič, dr. Aljo Štern in dr. Martino Štampar, kar po priimku lahko opazite, da je moja sestra starejša. Tudi ona se ukvarja z biologijo in sicer dela na področju toksikologije in na področju rakavosti. Kako dolgo si pa raziskovala in kako si potem vse to na koncu združila skupaj, da si naredila takšno odlično raziskovalno nalogo, katera ti je potem prinesla tudi priznanje? Ja, začelo se je, mislim, septembra sem se odločila za mentorice, potem pa smo nekako do decembra se še v bistvu nisem spravila zraven, potem pa smo začeli malo bolj aktivno delati. Tudi v laboratoriju sem delala, predvsem med zimskimi počitnicami. Imela sem tudi različna uvajanja, tako da mislim, samo delo v laboratoriju je trajalo kakšen mesec dni. Potem pa se še to vse pisalo, slike so se zbirale, primerjale. Sem imela nekaj pomoči mentoric, predvsem zunanjih mentoric, ampak tudi mentorica Marija Meznarič mi je veliko pomagala na šolskem področju in v šoli. Tako da je trajalo približno kakšnega pol leta, tisto res pa se je delalo 3 mesece. Kaj ti je pa na koncu potem ta nagrada prinesla? Ja, nagrada mi je prinesla predvsem potrdilo za mene, da sem zmožna nekaj doseči in da sem naredila res dobro nalogo. Tudi, da so mentorice, da niso za brez veze vlagale vame in da je ta čas bil koristno porabljen. Drugače pa smo Zotkini nagrajenci dobili ekskurzijo
brezplačni vstop v vse muzeje in vrtove v Sloveniji. Pa mislim, da je to to. Zelo lepo. Poleg naravoslovja pa ti tudi odlično gre matematika. Lani sta skupaj z Tjašo Karas dosegli prvo mesto in sta posneli tudi film. O čem je film govoril? Torej, z Tjašo smo sodelovali na Evropskih statističnih igrah. Naša tema je bila tema dezinformacije, torej dobili smo temo, vse podatke si moral najti sam. Brskali smo po bazi Eurostata, Sistata in tukaj res ni bilo veliko informacij, ampak smo vseeno nekaj izbrali in se poskušali osredotočiti na tiste bolj pomembne. Torej, najin film je govoril o tem, koliko dezinformacij je, kako ljudje verjamejo, koga poslušajo, katere medije poslušajo, vse smo v procente dali in jih prikazali z infografiko. Na koncu najinega filmčka pa sva še naredila glasbeno točko in obe meniva, da je bila to pravilna odločitev in tista, ki nama je dala neko prednost. In je bila, tudi žiranti so nama povedali, da je zaradi tega najin film izstopal in je dosegal tudi prvo mesto. Sta se tudi letos udeležile Evropskih statističnih iger? Tudi letos sva sodelovali, torej že tretje leto. Letos nismo prišli na evropsko raven, smo pa dosegli tretje mesto na državni ravni. Zdaj pa Neja, poleg naravoslovja, matematike, si pa tudi glasbenica, kot si že prej omenila. Poleg solopetja, ki ga seveda obiskuješ, igraš tudi na violino. Kako dolgo že igraš violino? Ja, violino igram vse skupaj že 10 let. Začela sem z 7 leti, potem sem naredila 8 let glasbene. Moja prva učiteljica je bila Andreja Klinc, druga pa Hermina Matjašič. Glasbeno sem obiskala v Ljutomeru, trenutno pa kaj igram sama. Moram reči, da vadim več, kot sem vadila, ko sem hodila v glasbeno šolo. Me pa zanima predvsem abstraktna glasba na violini in bolj električna, kar mogoče ni tako zelo pogosto za violino, ampak so bolj tehnično zahtevne glasbe in mi je zelo fajn delati na takšnih težkih skladbah. Je pa res, da hodim veliko nastopati, kjer pa se igra bolj preprosta glasba, pop glasba, različne priredbe in tudi to mi je zanimivo delati. Imaš pa tudi svoj band z dekleti tudi iz naše gimnazije, gimnazije Franca Miklošiča. Kako ste se skupaj našli in kako ste dobili idejo, da boste ustvarili band? Ja, zasedba je stara, band je novi. Torej, mi smo se že združili v prvem letniku. Naša šola ima vsako leto koncert Mladim pomagamo, to je dobrodelni koncert, kjer lahko narediš svojo točko. Mene so prijavile prijateljice, ki so takrat bile tretji letnik, jaz sem bila prvi letnik in ni mi bilo ravno v interesu, da bi pela na podlago. Zato sem si najprej priskrbela klavir, potem pa smo nekako rekli, če imamo klavir, bi še bilo fajn imeti kitaro pa bobne. In smo se nekako v tisto prvo zasedbo našli. Zdaj smo iz te zasedbe ostale še samo 4, ampak ja, nadaljujemo. Vseeno pa tudi veliko nastopate. Letos ste nastopili tudi na Maratonu 3 src. Kakšna ti je bila ta izkušnja? Ja, tam smo torej nastopili v novi zasedbi, imenujemo se Dilema Band. Maraton je definitivno bil za nas prvi malo večji dogodek in z malo večjo širino programa. Nastopali smo 40 minut, kar je naneslo na več pesmi. Ponavadi smo nastopili 2-3 pesmi, zdaj je to bilo 8 pesmi. Priprave so bile bolj intenzivne, imeli smo več dela, ampak vseeno smo v tem zelo uživali in smo bile zelo vesele za priložnost. Poleg tega, da poješ sama, da poješ v bendu, pa poješ tudi v pevskem zboru Evridike. Kako si prišla do tega pevskega zbora in kako ti je peti v pevskem zboru? Evridike smo tudi dokaj mlada zasedba, ki nas je tudi korona malo zaustavila, vendar delamo naprej po najboljših močeh. V Evridikah smo večinoma punce, ki smo nekoč bile v mladinskem zboru glasbene šole Ljutomer.
Ta je nehal delovati, pa smo si vseeno želeli dalje nadaljevati našo pevsko zgodbo. Torej smo se nekako spet povezali in zdaj delujemo pod vodstvom Romane Rek. V Vridikah pa smo dekleta od gimnazije do študija, pa zdaj imamo tudi nekaj novih malo mlajših pevk. In ja, mislim, ta pevski zbor je bila moja prva glasbena družina in še vedno tako gledam na njih. Tako da smo med sabo vse zelo povezane in tudi tukaj delamo zelo rade in predvsem pa nam je tukaj to druženje najbolje. Hodite tudi na kakšna tekmovanja, državna, evropska? Zaenkrat smo se vpisali na tekmovanje evropsko v Avstriji, vendar je propadlo zaradi korone, so ga odpovedali, kar nam je bilo zelo žal, tako da zdaj pač čakamo na naslednje tekmovanje. Jaz zdaj, ko ponavadi gostim glasbenike, vedno vprašam, imaš morda kakšnega glasbenega idola? Glasbeni idol na področju violine mogoče bi definitivno bila Lindsay. Ona je svetovno znana violinistka, ki dela posebne aranžmaje za violino, predvsem na takšni glasbi, kot sem prej omenila, tehnični. Veliko njenih pesmi tudi sama se jih učim in si jih tudi kupim. Glede petja pa zaenkrat ne bi rekla. Katero glasbeno zvrst pa najraje poješ? Najbolj mi je všeč pop rock, tudi kakšen jazz. To pa je to. Zdaj pa za konec bi nam morda povedala, kakšni so tvoji kratkoročni cilji oziroma kaj si želiš uspeti v prihodnosti? Ja, moji kratkoročni cilji so predvsem zaključiti gimnazijo s čim boljšim uspehom ter se vpisati na pravilno fakulteto za mene. Zaenkrat še nisem se odločila in bi rada, da bo ta odločitev pametna. Glede glasbe pa lahko povem, da nastaja naša prva pesem v bendu Dilema in upamo, da bo to kmalu. Pa ja, to je zaenkrat to. Sigurno smo gledalke in gledalci in pa tudi jaz že nestrpni, kakšen bo ta komad. Drugače hvala, se ti zahvaljujem, da si bila danes v naši družbi. Mi ti pa želimo veliko naravoslovnih in pa glasbenih uspehov še naprej. Hvala. Drage gledalke in gledalci, hvala za vaš ogled in se vidimo spet naslednjič. Nasvidenje!